novinarski konferenci v zgodovini Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije in tudi Slovenske tiskovne agencije. Pozdravljeni tudi vsi soustvarjalci in podporniki profesionalnega novinarstva in neodvisnih medijev. Vaša podpora za obstanek je ključnega pomena. Dan svobode medijev z razlogom obeležujemo pred Slovensko tiskovno agencijo. Z razlogom prav na ta dan z vrsto so pobudniki in somišljeniki, tako z inicijativo iz medijev kot civilne družbe, uradno začenjamo kampanjo za obstanek. Potekala bo v mesecu maju, njen cilj je zbirati donacije za to, da vladno izčrpavanje STA-ja ne bo že v polletju oziroma ob 30. obletnici agencije privedlo do insolventnosti, ki agenciji grozi. Prvi odzivi minulega vikenda, še na točki, ko kampanje skupaj s prijatelji STA še nismo uradno pognali, a ste novinarji in številni iz javnosti vseeno že brez zadržka in z izjemno podporo pristopili, kažejo, da je odločitev prava in da so številni doma in v tujini na strani svobode medijev. Zato naj se na 123. dan, ko je STA brez vladnega plačila za javno službo, takoj zahvalimo vsem, ki ste že donirali in ki to še nameravate. Več o kampanji, vsi detajli glede donacij so na spletni strani za obstanek.si. Vzpostavljena je torej posebna spletna stran. Tako kot tudi poseben transakcijski račun Društva novinarjev, odprt za to, da bo vse transparentno in kjer bodo tudi potem dodatno zbrano še, kar se bo nabralo preko SMS sporočil na STA1 in STA5 prek 1919. Ocenjujemo, da je STA naš skupni servis in kompas v medijski krajini, steber novinarstva in da je nujna širša mobilizacija in solidarnost, da ta steber obvarujemo propada. Vlada ga hoče z vso silo in za vsako ceno podreti, mi in vi pa za vsako ceno in z vso silo ohraniti. Morda ni pretirano reči, da prav na tej točki vsi stojimo ali pademo. Da gre dejansko za biti ali ne biti oziroma za stati in obstati. Nikakor ne gre samo za STA, čeprav seveda v prvi vrsti skušamo odgovoriti na napad na ta naš skupni javni servis. Gre za vse nas, za naše javnosti, za pravico do obveščenosti, za vprašanje, v kakšni družbi želimo živeti. Zato je pomembno, da smo se povezali in da v kampanji aktivno sodelujejo prijatelji STA, med njimi Sindikat novinarjev Slovenije, Evropska zveza novinarjev, Mednarodni inštitut za tisk, Evropsko združenje tiskovnih agencij, Katedra za novinarstvo, Fakultete za družbene vede, pa številni mediji, med njimi Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Delo, Večer, Primorske novice, Pop TV, Mladina, Žurnal in drugi. Akcijo podpirajo vse sindikalne centrale, ZSS, Pergam in KSS. Seveda ste vsi, ki bi se še želeli priključiti tudi kot posamezniki, še vedno dobrodošli. Kampanja se šele začenja in v bistvu njen tempo je treba tudi ob začetnem zagonu potem držati. Dovolite mi, da z nekaj mnenji kolegov, nekateri ste tudi tu in vesela sem vseh, nanizam, kako ste se javno oglašali že takoj, ko ste zaznali, da se napoveduje naša kampanja in ko je že bilo mogoče donirati in ko ste donirali in opredelili, zakaj je STA vredno podpreti. Jure Čokl, Radio Slovenija. Ne morem verjeti, da smo prišli tako daleč. Temeljem demokracije naše države pomagamo, kot bi šlo za naravno katastrofo. Vedno sem mislil, da so določene službe v naši državi stvar strateškega, neosebnega interesa. Motil sem se, vem pa, da tega ne bom mirno gledal. Gre tako kot Rajkovič, Štajerski val. Svobodne medije potrebujemo za zdravo družbo, za kritične razmisleke, ki nam pomagajo razumeti trenutno stanje v družbi in predvsem, kam naša družba gre. In zato potrebujemo tudi medij, kot je Slovenska tiskovna agencija. Lahko pa tudi vse ugasnemo, lahko živimo v temi,
A v temi se ne rodi nič dobrega. Odločitev je tudi naša. Sergeja Hadner, Žurnar 24, Mojca Šetinc Pašek, TV Slovenija. Društvo novinarjev Slovenije je začelo zbirati denar za STA. Pošli STA 5 na 1919. Povej naprej, ne bodo jih zlomili, mi jih bomo ohranili. Aleš Kocijan, Radio Slovenija. Na STA sem delal slabi 2 leti kot študent. Najboljša šola natančnosti, doslednosti in novinarske profesionalnosti. Predvsem pa je to zahtevno novinarsko okolje, kjer narava dela ne dopušča zabušavanja in mrtvega teka. Večji del takrat mlade in predane novinarske ekipe z odgovorno urednico na čelu, takrat mojo prvo urednico na Gospodarstvu, še danes tvori hrbtenico agencije. Ali Žerdin Delo. Svojega rednega dela brez Slovenske tiskovne agencije si ne predstavljam. STA mi v novicah pove, kaj se dogaja. Manj ljudi ve, da STA profesionalno popisuje najavljene dogodke in ima odličen digitalni arhiv. STA mi pove, kaj se bo zgodilo, kaj se dogaja in kaj, kdaj in kako se je zgodilo. Blaž Močnik, Novi Matajur. Še bolj kot poziv za podporo je kampanja za STA prošnja, da razumete, zakaj je pomembno podpreti temelj profesionalnega novinarstva v Sloveniji. Nabirka za družbo v državni lasti je izenačena z zbiranjem denarja po naravni katastrofi ali za bolnega otroka. Je tudi samo poniževanje, ampak izbire ni več. Da, tako daleč smo prišli. Sramotimo se doma in pred Evropo. Donacija na 1919 je tudi sredinec proti brezobrazni hunti, ki nas sili na okope. Kako vidi medije, se nažalost lahko prepričamo na nekih novih televizijah s srednjeveško podobo in miselnostjo. In se zgrozimo, lahko pa se tudi upremo in podpremo. Blaž Petkovič Večer, zapis ob ničli ministra Hojsa, s katero se je odzval na Twitterju. Raje darujte evro ali 5 evrov na 1919 za obstanek, kot da bi bili primitivec, ki se posmehuje iz demokratičnega stebra naše države, tam zaposlenih in njihovih družin. Miran Lesjak Dnevnik, DNS in mediji, ki se priključujejo, so zgolj iniciatorji gibanja. Nekdo pač mora začeti. Trdno sem prepričan, da se bo izkazalo, da ima STA po vsej Sloveniji zelo veliko prijateljev med državljani, akademskimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, upam, da tudi med podjetji. Želimo zbrati toliko sredstev, da bo STA lahko nemoteno poslovala. Do takrat, ko bo vlada vendarle spoznala, da to ni javni servis pretekle, zdajšnje ali prihodne vlade, temveč je v interesu državljanov in državljank. In končno Gašper Andrinek, tudi podpredsednik Zvala 202, podpredsednik DNS-ja, tu je tudi celoten upravni odbor Društva novinarjev Slovenije, ki je poleg sindikata novinarjev in vseh ostalih prijateljev sodeloval pri tej akciji. Gašper pa tako. Donalda Trumpa je novinar televizije CBS pred časom vprašal, zakaj vztraja pri napadih na novinarje. Odgovoril je, to počnem, da vas diskreditiram in spravim na slab glas. Zato vam, ko boste o meni pisali negativne zgodbe, nihče ne bo verjel. In točno zato gre tudi v Sloveniji. Sistematična diskreditacija, razvrednotenje in uničenje novinarstva. Nenehno ščuvanje proti novinarjem, pa tudi drug proti drugem. Slovenska pol razklanost je farsa. Ima za cilj zgolj eno stvar, popolno nezaupanje komorkoli. Trenutne vlade ne skrbi, da jo podpira, ter ji zaupa čedalje manj ljudi. Vlada ne potrebuje zaupanja, da lahko vlada. In ravno zato mora uničiti tudi vsakršno zaupanje v medije. Ker če medijem ne bo nihče več zaupal, potem ne bo nihče niti več vedel, da vladi nihče ne zaupa. Tako bo krog sklenjen. Parafraza znamenitih verzov. Ko so prišli po novinarje, sem bil tiho, ker nisem bil novinar. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril. Ko nikogar več ne bo, da bi odkrival in prežal na napake oblasti, potem ne bo več nikakršnih ovir za popolno in absolutno oblast, ki bo lahko ignorirala demokracijo. Prva v vrsti je Slovenska tiskovna agencija. Surova dejstva, stik Slovenije s svetom, podpora lokalnih medijev in opora tradicionalnim, inovativnost, razvoj, predanost prvinam novinarstva, kaj, kje, kdaj, kdo. Če pade Slovenska tiskovna agencija, pademo vsi. Pade Slovenija, pade samostojnost, pade suverenost, pade 30-letnica. Rešitev je na dlani, solidarnost. In Anuška Delic Oštra se je ob doniranju vprašala, ste že opravili državljansko dolžnost? Vlada je ni in je ne bo in je očitno ne namerava. Nasprotno, arogantno krši zakon in manipulira z dejstvi. STA sloni na dejstvih.
še nikoli ni bila tako ogrožena, a najbrž še nikoli ni bila tako zaščitena ob vsej podpori in široki zaslombi javnosti, kot se nakazuje že v tem izhodišču. Za obstanje gre. Hvala. Kdor obvladuje STA, oziroma kdor ga želi uničiti, s tem uniči temeljno medijsko infrastrukturo v Sloveniji. In STA nikoli ni bil ne levi, ne desni medij. STA je bil dejansko motor medijske infrastrukture. In že sama misel, da bi kdo to uničil, je zastrašujoča. In seveda razumem, vlada si želi podrediti medije, tega niti ne skriva. Od prvega dne, vsem tem, kar počne, vsem tem, kar govori, vsem tem, kar tvita, je vidno, kaj želi doseči. Ampak da želiš na način, ker si nekdo ne želi objaviti intervjuja v neki družini, kot bi ti mislil, zaradi tega dejansko ogrozi 100 delovnih mest, to pa je nekaj, kar ne le v Sloveniji, ampak tudi v zahodni in srednji Evropi verjetno še niso videli. To so metode znane iz drugih okolij, iz nekih drugih režimov, iz nekih drugih časov, iz nekih drugih držav, kjer vladajo ljudje, ki jih nikakor ni mogoče označiti za demokrate. In pri STA-ju se verjetno zgodba ne bo ustavila, če se kaj pričakujete, kdo bo naslednji? Ni naslednjih, ker smo na vrsti vsi. Vsi tako po vsej verigi, novinarji, uredniki, lastniki, vsi lahko povemo, da so pritiski strahoviti, da se stopnjujejo, da se dejansko ni več meja pri tem. Ne gre več tu za javno zmerjanje, za žalitve, za neke stvari, ki so bile mogoče pred letom ali dvema še popolnoma nepredstavljive. Gre tukaj za sistematično radiranje poklica, panoge kot take. Vidimo, kako oblast vidi te medije, vidimo po medijih, ki goji po lastni podobi. In če je to medijska krajina, ki jo želi Slovenija imeti v prihodnosti, potem se moramo vprašati, da je to napačna pot.